Če se Don Johnson in Melanie Griffith ne bi skupaj odločila imeti otroka, ne bi imeli zelo simpatične Dakota Johnson. Upa še igrati zna punca. No in če se pred desetletji ne bi poslovno združila Volkswagen in Škoda, ne bi imela avtomobila za mano. Ja, verjetno bi imeli že 32. generacijo Felicije, če bi Škoda sploh prežila te čase in je ne bi povozil čas, ne? Tako kot ne bi povozil čas recimo tazga dvorca Drnča, ker ga tako lepo redno obnavljajo, kle ob hotelu Damberka, ne? Kaj šel ti zdaj? Tole je četrta generacija Octavie. Od leta 96, ko je na ceste privekala prva, v marsikaterem pogledu postavlja smernice in standarde. Recimo glede prostornosti ali pa dodatkov, kot so odstranjevalnik ledu tamle v vratcih, pa dežniki v vratih, kakšna dekica, mrežice, če ste se zdaj slučajno spraševali, o čem govorim. Novembra leta 96 se je zgodil ta veliki avtomobilski pok in iz tovarne v mestu Mlada Boleslav je takrat zapeljala prva Octavia. 4 leta so jo najprej izdelovali samo tam, potem pa so hitro ugotovili, da so očitno zadeli terno in so proizvodno preselili še v Ukrajino, Kazahstan in Indijo. Ja, prodaja je rasla, ker so takoj dobro začrtali smernice in že na prvo Octavio nihče ni gledal kot na poceni Golfa. Nekaj takšnega šele sedaj uspeva Daci, da nanjo ne gledamo več kot na poceni Renaulta. Pri Škodi so to obvladali takoj. Verjamem, da so se komu orosile oči, ko se je spomnil na svojo prvo, Octavio, ampak po 8 letih, leta 2004, je na ceste zapeljala druga generacija. Teh je na cestah še danes kar precej. Platformo si je delila z Golfom 5. generacije, s takratnim Audijem A3 in pa Seatom Leon 2. generacije. Bila je tudi malce večja od svoje predhodnice in na voljo v več različicah. Poleg klasičnih motorjev TDI in TSI lahko v bistvu omenim malce bolj zanimive. RS-ka je imela okroglih 200 konjičkov, torej 20 več kot prva generacija. Dobili smo Octavio Scout, torej dvignjeno. Najbrž pa še nikoli niste slišali, da je Octavia avgusta leta 2011 dosegla prav zanimiv in nor rekord. Na ameriški stezi v Bonneville je postala najhitrejši serijski avtomobil z 2-litrskim motorjem. Vas zanima, koliko je šibala? 365,43 km/h. Jasno, ni bila serijska, sicer bi bila že v moji garaži. Gremo naprej k tretji generaciji in zdaj smo pa že skoraj pri tejle, ker vem, da vas ta najbolj zanima. 8 let nazaj je na ceste zapeljal eden najbolj popolnih avtomobilov. Morda malce dolgočasnih, ampak realno gledano popolnih. Mate Rimac, ki na Hrvaškem izdeluje ultra športne avtomobile, njegovo znanje pa si radi sposojajo celo pri Koenigseggu, Porscheju, Hyundaiu in ostali, je nedolgo nazaj rekel, da bi vsi vozili Octavie, če bi vozili avtomobile, ki jih dejansko potrebujemo. Na čustva morda ta avto res ne zašpila kaj dosti, je pa odličen pri prostornosti in uporabnosti. 600 litrov prtljažnika v golfovem segmentu nima prav veliko avtomobilov in za Octavio Scout smo itak že rekli, da je popoln križanec. No, zdaj pa končno k novi. Nekaj je treba takoj priznati, da Škoda vedno večji poudarek daje obliki in to se fino vidi pri tej generaciji. Osnove so obvladali že zdavnaj, ampak zdaj obvladajo tudi finese. S tole ogromno masko je prav agresivna, no, tukaj sicer manjka ena vmesna črtica, pa bi dubali 2 ledvički, kakršni uporablja ena druga znamka, a ne? In všeč so mi te prisekane linije, se mi zdi, da se bomo luči kar urezal. Ampak najboljša stvar tega avtomobila je od nekdaj bil... Kaj pa ti tle? Le koliko je placa? Ja, očitno preveč. Tale prtljažnik je dovolj velik tudi za vikend izlet za mojo ženo in če je zanjo dovolj prostoren, bo tudi za vas. 640 litrov ima v karavanu in 600 limuzinski. Čakajte, vam rajš pokažem voznikov prostor, ti pa tle počakaj. Kar hudo, a ne? Tale armaturka je seveda čisto nova in po vzoru Golfove, to pomeni z malo fizičnimi stikali, z velikimi zasloni in z miniaturno prestavno ročico samodejnega menjalnika. V bistvu lahko kar ponovim besede iz testa Golfa. Ločljivost je dobra, vmesnik je super fajn, materiali so odlični in tole okolje je res fino. Kaj pa volan? Volan. Edino na ta dvokratki volan se ne moram tako hitro navaditi, sicer mi lepše zgleda kot na fotografijah, ampak bo malo še trajal. Ok, samo še telefon najdem, pa se gremo peljati, je toliko predalo, da niti ne vem, kam sem ga dal. Tipet pa ven. Zdaj odpret mi boš mogel.
Tokrat je pod pokrovom 2-litrski TDI in takšnih bo ziher največ, ampak kot vedno je in bo Octavia na voljo tudi v številnih drugih različicah. RS bo imela 245 konjičkov iz 2-litrskega turbobencinarja ali pa priključnega hibrida z elektromotorjem in 1,4-litrskim turbomotorjem. Hudo, a ne? Boste lahko izbirali med takšno, ki vam bo bolj všeč. Jaz bi imel priključnega hibrida. Oziroma, mogoče še raje izjemno uporabno različico Scout s 4-kolesnim pogonom in 15 mm večjo oddaljenostjo od tal. Ja, ta bi bila zame. No, tudi tale je seveda fajn in čisto nič ne manjka. Osnovni motor pa bo kmalu litrski turbobencinar, torej TSI, z 81 kW, to je 110 konjički. Tudi 1,5-litrski TSI bo na voljo. No, takšen 2.0 TDI pa je na voljo z 85 oziroma 110 kW, to je 115 oziroma 150 konji. Ta močen je na voljo samo s 7-stopenjskim DSG. Ok, se kaj pozabil? Ja, cene. Točno. Osnovni karavan 18.387 €, limuzina pa 700 € manj. No, še kaj? Kdaj bo test? Kmalu. Počakaj, to je zdaj čist frišen avto, ga moram najprej dobro stestirati. Verjetno ga bom vzel kar na dopust. Ne, čak to mi jašel. Ne, ti imaš jugota. Pa ne morem zjugati, če nimam klime not.